One of the most, I think, key questions being asked so far, and I think it's a very appropriate question, is of course, what are we going to do in the cases? What is very clear is that we have one objective, and that is, if I put it in sort of easy words, it is to recover as much as possible of the losses from the past as effectively as possible. You have to comply with the law, and also European competition law. We will make sure that we do any exits in an appropriate way, so we don't sort of put a lot of things in markets that doesn't clear. We have gained credibility, and Slovenia has gained credibility by doing this from the international perspective. We are here in order to succeed. Glejte, mi želimo predvsem, da bi bila sveta politika tokrat izvzeta iz vmešavanja v ekonomijo, da bi bile odločitve prestrukturiranja gospodarstva dejansko odločitve na temelju ekonomskih kriterijev, na temelju konkurenčnosti, bodočega razvoja in da si nalijemo čistega vina. Ali je podjetje možno rešiti ali ni možno rešiti. Skratka, jaz mislim, da je pa ključna stvar dejansko v celotnem procesu čim hitrejša centralizacija upravljanja in lastnine, ki bi potem dejansko omogočila relativno hitro odločitve v smeri prestrukturiranja. Da smo se 15 let ukvarjali v glavnem z kdo bo lastnik, ne pa kaj bomo proizvajali in kako smo, če se naši športniki, če zmeraj njih uporabljamo, lahko gledajo po konkurenci, pa vozijo enako progo kot Nemci. Mi smo pa vedno gledali drugačne zgodbe. Ne. Tako da tu je tudi velik problema na ekonomski politiki in jaz mislim, da zdaj se stvari tudi v tem segmentu bistveno popravljajo in se pripravljajo. V kompleksu vsega tega, v sodelovanju, v transparentnosti vidimo tudi možnosti rešitve v relativno kratkem času. Kar se mene tiče, je ključni korak naprej, da se bankirji v tem trenutku poenotimo okrog ključnih načel, ki se jih moramo držati po samem prestrukturiranjih, da bomo lahko učinkovitejši. Naslednja ključna stvar, ki je potrebno izvajati v samem procesu prestrukturiranja, je ta, da ugotovimo, ali ima družba dolgoročno konkurenčno sposobnost. Se pravi, ali je poslovni model družbe dovolj robusten, da lahko, ko jo razložimo na vzdržni obseg dolga, imamo vzdržen denarni tok. In tretji korak je seveda dimenzioniranje dolgoročnega programa prestrukturiranja, ki je tako operativne kot finančne narave. Ključno vprašanje, ki ga je potrebno storiti, kako zagotoviti ustrezno vodenje in kako zagotoviti substanco, se pravi lastnike, ki imajo dovolj potencijala in imajo vizijo in imajo znanje, kako te družbe bodo upravljati naprej. In jaz pozivam na tem mestu lastnike in vse ostale deležnike, da smo odgovorni do družb. Lastnina ni pravica. Lastnina je najprej odgovornost, če na to je pravica. Tisti, ki je do lastnine neodgovoren, nima pravice, da z njo upravlja. Na tej točki bi apeliral na vlado in pozval še enkrat, da ne gre za plače v državnih bankah, da gre za gospodarstvo. Saniramo gospodarstvo, poskušamo sanirati gospodarstvo. Zakon, ki omejuje te prejemke, je neživljenjski in je škodljiv. Se intenzivno se ukvarjamo že 4 leta z iskanjem rešitev. Bolj izvedba je tista, kar še pa se mi zdi rešitev, je bilo že toliko na mizi, da mogoče jih je bilo preveč. Mislim, da predvsem rabimo neke vrste katalizator za cel proces, zato da se lahko vsi tisti, ki danes nimajo poguma, ne želijo, ali pa so v nekem specifičnem interesu, zaradi katerega ne želijo recimo pristati na kompromis ali pa sporazum, da bi bili pripravljeni v bistvu stopiti za mizo in pogoltniti izgubo, ker drugače ne bo šlo, zelo enostavno, v zameno za to, da preživi podjetje in da je v prihodnosti bolje upravljeno in da je stopna povračila rezidualnih terjatev, ki nastanejo po prestrukturiranju, čim večja. Ampak dejstvo je, da velik sistemov večjih, zlasti teh večjih skupin, ki so prisotne doma v tujini, tam bo pa še par let dela in velike angažiranosti potrebno in to ljudi z izkušnjo, da se bo to prestrukturiralo. Mogoče bi začel gospod Manson za vas, ki ste iz teh krajev s slovenskim pregovorom, ki pravi, kdor hitro da, dvakrat da. Po mojem mnenju imamo v tem trenutku kar ustrezen zakonodajni okvir. Zakon o finančnem poslovanju ZFPIP je predstavil možnost, da kot je rekel gospod Brodnjak, da je lastnina najprej odgovornost, potem je šele pravica, sedaj odgovornost tudi ekonomskih lastnikov, da hitro posežejo ta podjetja prestrukturirajo. In nenazadnje, jaz se ne bi strinjal s tistimi, ki pravijo, da zaradi tega, ker imamo veliko zadolženost in prezadolženost podjetij, da ta podjetja nimajo programov. Velika večina njih ima zdrave programe,
vendar ima finančne težave zaradi preteklih napak v vodenju in upravljanju teh podjetij. In jaz bi apeliral na vse vas, da upoštevate ta rek, ki sem ga rekel na začetku, kajti sicer poveljal je drug rek, ki je tudi v Sloveniji zelo doma, in ta rek pa pravi, da mrtvemu konju je vsako sedlo prav.